Tole je novi Focus ST in v bistvu vem, da vas zanima samo, kako se pelje. Mene pa tudi. V bistvu včeraj nisem niti malo spal. Ni to. Dejansko sem razočaran. Ok, za sekundo sem vas pa sigurno imel. Seveda je hud. Ford je za oglaševanje podvozij tak mojster kot naš Filip Fliser za prehitevanje sotekmovalcev. Pri obeh ti včasih sploh ni jasno, kako kakšen ovinek speljeta, ampak ga. In kar je še bolj pomembno, ne z izrazom groze na voznikovem ksihtu, ampak užitka. Prejšnja generacija je s 5-valjnikom v nosu konkretno grgrala. In tisti avtomobil mi je bil takrat tako všeč, da je toliko manjkalo, pa bi ga kupil. Vem, isto sem rekel že za Fiesta ST, pač, s Fordovimi avtomobili se očitno dobro razumem. V trenutni generaciji je pod pokrovom 2-litrski turbobencinar, ki seveda ne grgra tako zanimivo, čeprav ima kar dobro noto. No, po tej konkretni prenovi je pod pokrovom lahko tudi dizel. Se mi je kar malo zaletelo. Ja, dizel. Na srečo se zunaj tega ne opazi, razen če boste na črpalki točili napačno gorivo ali pa stali ob rdeči luči na semaforju. Tale je dizel, sem ga vzel namenoma, ker me je zanimalo, kakšen je. Še vedno je pravi ST, prav brutalno izgleda. Znotraj je Focus sedaj prenovljen, ne samo ST, tudi običajni. Zelo mi je všeč ta velik zaslon, 8 palcev ima in sistem Sync 2, druga generacija, ki je še bolj ubogljiv in še lažje povezljiv. Glede samega položaja ne boste imeli nobene pripombe, je že prej dejansko vse štimalo, razen preživetega osrednjega dela, ki pa je sedaj tako ali tako nov. Volan za različico ST ostaja prijetno debel, hrbet se usedeš za znamke Recaro še vedno zatakne, tako kot vrata v svoje tečaje, sedim nizko, super je. Dizelski motor pa, 185 konjev ima in preko 400 Nm navora, kar je seveda super. Konkretno sune, inženirji so pri obeh različicah še malce dodelali podvozje, da je tega navora na volanu malce manj, lahko naredimo manjši preizkus. Evo, volan gre naravnost. Ampak, ja, vedno mora biti ampak. Za prave užitke vzemite bencinarja. Seveda bo porabil več, ampak ima občutno prijetnejši zvok in vsaj zavrti se, tukaj pa je vsega veselja konec pri 4000-akih. Grem po bencinarja. Tole je zadnja 3 leta tudi najbolje prodajani avtomobil na svetu. Focus, ne samo ST. No, pa tudi ST-jev so od leta 2002 prodali več kot 140 000, kar pomeni, da očitno je zelo dober, sicer ga ne bi kupovali. Itak pa že vrabčki čivkajo, da pri podvozih Ford skoraj da nima konkurence. Ja, to je to. Sicer vam tudi dizla lahko priporočim, ker dobro gre in dokaj zanimiv zvok ima za dizla. Ampak tole je še vedno tista stvar, ki mojo pumpo precej bolj požene. 250 konjev in vrhunsko podvozje. Kaj sem še opazil? Navora na volanu je res nekaj manj, tudi pri tem bencinarju je pa vsekakor treba volan še vedno kar konkretno držati. Predvsem pa zadek v zavoju še vedno poskoči ven, ker je super. Zakaj? Ker potem nos lepše zagrize v zavoj. Eden bolj zabavnih predstavnikov je tole. Bolj zabavnik zato, ker ni dovolj umirjen in ni toliko dolgočasen, da bi pri običajni vožnji deloval premalo posebno. Po drugi strani pa tudi ni preveč brutalen in ni preveč naporen za vsak dan, tako da ga boste brez težav zaupali tudi svoji ženi. No, to ga ne boste, ker ga boste vedno hoteli voziti sami.